Dobrodošli v kariernih klepetih, kariernega placa, kariernega centra za mlade. Tako da tudi mi, tukaj v Kranju, smo se odločili zadevo majhen digitalizirati, tako da bomo klepete iz tega analognega sveta, ki jih lahko najdete v arhivu tudi portala Karierni plac, .si preselili v malo bolj tak virtualen, digitalen svet. Tako da danes tukaj pozdravljamo Roka Bohinca. Rok, kdo ti sploh si? S čim si plačaš račune? Okay. Globoko vprašanje, kdo sem? Jaz sem stand-up komik, improvizator, scenarist, igralec, pa voditelj mladinske oddaje Osvežilna fronta in po novem tudi pisatelj. Sprav cel en tak širok spekter enega dela. Ja. Kako si pa izobrazil za te svoje poklice oziroma za to svoje delo? Mislim, za te stvari, ki jih jaz počnem, je v bistvu zelo težko, da bi prav hodil nekam v šolo. Načeloma greš lahko na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Kar sem jaz delal, je, da sem šel v srednji šoli, sem šel na improvizacijske delavnice, ki me je učil Boštjan Gorenc Pižama, super mentor, še boljši človek. On me je naučil osnove improvizacije, pol kasneje tudi povezovanje prireditev, stand-up se naučiš itak s tem, da gledaš ful je enih takih delavnic, kateri recimo drugi izkušeni improvizatorji učijo na ta način. Se pravi, si že nekako v gimnaziji oziroma v srednji šoli vedel, da to želiš delati, a je tako prišlo to, spontano nekako? Jaz nisem vedel zares, da je to možnost, da je za službo. Tako da na eni točki se je pa zgodilo, da smo nastopali in so nam ljudje po nastopu dali denar in mi smo bili tako kva in pa smo vzeli ta denar in pa smo začeli zaračunati, tako, z dejanskimi računi, ne, ker hashtag blagajna, ne, možete ti stvari rihtati. Si nekako sam ustvaril svoj poklic, zelo, zelo zanimivo. Kaj pa formalna izobrazba? Si to čisto zanemaril ali? Ne, jaz sem se zelo resno posvetil svoji formalni izobrazbi. Jaz sem študiral sociologijo pa primerjalno književnost na Filozofski fakulteti in jaz sem to resno študiral, da sem rabil 10 let, da sem zaključil faks. Klasičen poprečen slovenski študent. Ja, en let podpoprečen filofaksa. Tako da jaz sem zdaj v bistvu po izobrazbi sem profesor sociologije, oziroma kakor moja babica pravi, to je moj plan B, ne, če gre vse ostalo narobe, boš pa lahko učitelj. Verjetno ne. Pa ti kaj iz fakultete prav pride? Čakaj, zdaj mora biti to pozitivno. Mi, fakulteta najboljših 10 let mojega življenja. Kar mi prav pride je, da sociologija se v bistvu ukvarja z opazovanjem družbenih pojavov, kar v bistvu pri stand-upu isto moš nekako opazovati pa delati smešen komentar na to. Tako da grejo stvari z roko v roki. Pa seveda primerjalno književnost sem študiral, kar mi pa ful pomaga pri pisanju knjige. Če si jaz nekako predstavljam tole tvoje delo, nek tvoj delovnik, je to predvsej tako dinamično, fleksibilno delo v večerih, vikendih. Kaj bi izpostavil kot ene 3 take pozitivne lastnosti tega tvojega dela, pa mogoče 2-3 negativne? Pozitivno je to, da imaš ful imaš ene svobode. To ne pomeni, da imaš veliko časa, ampak znam, da si nekako svobodno razporejaš čas. Zelo je kreativno, pa tako kot si sam rekel, dinamično je. Toliko je različnih stvari, da ni nikoli zares dolg čas, pa da se skozi nekaj novega dogaja. Slabe stvari so pa, da je v bistvu, ker moraš delati, ker ni ene službe, si plačan iz toliko različnih naslovov, da moraš opraviti v bistvu ful veliko enega dela, ful različnih stvari in pol je kar na eni točki lahko postane zelo veliko časa ti to vzame. Druga stvar je definitivno da ni stabilnega urnika, kar je v bistvu že nekako prva stvar. Preveč svobode ni nikoli dobre, vsaj ne na ta način, ker pol dosti stvari odlašam na zadnji dan. Pa dostikrat je tudi problem za te, ker pol rok, ne veš, da boš zares ta denar dobil. Tako da moraš se malo navaditi, kako prešparaš denar, pa biti pripravljen na eno obdobje, ki bo mogoče malo suša z nastopi, pa s temi zadevami. Ali pa, ko ne vem, pride epidemija v 21. stoletju, ker noben ne pričakuje tega, ampak se še vseeno zgodi in pa moraš se znajdeti v teh situacijah. Kako ste se pa znajdeli v tej situaciji? Mi smo začeli streamati, zato ker to so ljudje delali že ful pred nami, ampak mi smo začeli v bistvu naše predstave, smo jih obrnili v spletne šove in zdaj vsak torek na Kud Kiks kanalu v bistvu delamo komično, zabavno oddajo. Pa verjetno komi čakate, da se spet lahko srečamo na odru? To je bilo ful dobro, ker pogrešam ta smeh drugih ljudi, da se dejansko kdo zabava, ne samo moji kolegi, ki so z mano v streamu. Pa recimo, če zdaj nas gleda enaka široka množica mladih, ki si reče, to hočem delati, ker bom velik. Kaj bi jim svetoval? Ne.
ne tega delati. To je ta prva stvar. Najti si službo v upravni enoti. Ja, nisem v upravni enoti. Ne, fora je v tem, da to je, se pravi, zdaj v tem trenutku je full stand-up komikov, recimo v Sloveniji, pa tudi full improvizatorjev, valjda je ogromno voditeljev, veliko ljudi zna tudi kaj napisati, zgodbo, scenarij, vse te stvari. Jaz lahko to delam zaradi tega, ker sem naredil, jaz znam delati full različnih stvari in v bistvu to ne pomeni, da skozi delam samo stand-up nastope, ampak da je kombinacija vsega tega. In tudi, ko gre ena stvar stran, jaz lahko začnem nekaj drugega delati. In zdaj, če ste pripravljeni živeti v bistvu zelo, to ni umetniško življenje, to je v bistvu življenje enega človeka, ki mora biti ful prilagodljiv, pa delati ogromno različnih stvari, zato da gre lahko skozi to. Jaz bi svetoval, da imate eno redno službo, pa da ob tej redni službi se ukvarjate še z eno od teh stvari, pa če boste boljši v tem, pa lahko počasi nehate z redno službo, če boste dovolj zaslužili, pa postanete profesionalen stand-up komik. Ok, zelo en tak zanimiv nasvet za mlade. Omenil si zelo en tak širok spekter, stand-up, voditeljstvo, improvizacija. Zdaj si se nekako podal tudi v pisateljske vode, to je zdaj nekako ta tvoj zadnji angažma. Ja. Nam lahko zaupaš kaj več o tvoji pisateljski karieri? Ja, lahko. Jaz ful rad berem, ful rad gledam filme, serije, obožujem zgodbe in jaz sem v bistvu pač zelo preprosto sem dobil inspiracijo, kaj sem želel narediti. Napisal sem eno zgodbo, ki je potem postala skozi večja. Zraven sem seveda bral še ful enih knjig o tem, kako napisati zgodbo, ker je ful enih različnih pravil. In pa sem zraven, ker sem se vklopil tudi v en fantastičen, neverjetno čudovit projekt, ki se imenuje Poni, projektno nadizive, tukaj v Kovačnici. Fantastična zadeva, ne moram prehvaliti vse. Šefica je the best, vse je dober. In jaz sem tukaj zdaj možnost v bistvu ne samo delati na knjigi iz vidika pač pisatelja, ampak tudi kot na poslovni ideji knjige, kar ti da neko realno sliko, kako to v bistvu izgleda, koliko je to težja stvar za narediti. In zdaj se prek tega lotevam, še kako bo to zdaj zanimivo, da bom ljudi prepričal, da bodo to kupili. Ne samo, da jo bodo prebrali, ker v to sposobnost, ne dvomim v to, da je to dobra knjiga, upam, da bom lahko dovolj ljudi prepričal, da jo bodo kupili. Ja, to je zelo zanimiv aspekt, ne? Ker vsi, v bistvu, praktično vsi veliki slovenski pisatelji so brali ta approach, ki si ga prej omenil, nekega popoldanskega SP-ja, da tako rečemo, so imeli neko redno službo. Ne? Kaj so bili, povečinoma so bili duhovniki, advokati. To je zdaj zelo dolg cajt nazaj, če gledamo to. A se kdo preživljal samo s pisanjem? V Sloveniji možem, to pa ne vem, to ti pa zdaj res ne znam povedati. To je itak to, da si ti lahko samo pisatelj, oziroma tako, v Sloveniji trenutno Tadej Golob, on se je odločil, da bo itak pisal zelo žanrsko, zelo kriminalne romane, kriminalno dobre romane, ampak fora v tem, da on je pa prej delal kot novinar za Playboy, delal intervjuje tam in v bistvu tudi iz tega je pol naredil ogromno enih knjig. Po mojem, da Drago Jančar, si jaz predstavljam, da več ali manj živi samo od tega zdaj, Miha Macini, ki ima sicer tudi kolumne, pa je novinar, Svetlana Makarovič, jaz si ne predstavljam, recimo, da bi delala kjerkoli druge, kot pa samo pisateljca, čeprav je bilo kar zabavno. Po mojem, da na javni upravi. Po mojem, da sam nadira ljudi, ki noter. Ne vem, jaz ne poznam. Delek za kulturo. Mogoče. Ja. Tako da načeloma ne vem, zdi se mi, da delajo še eno stvar, ki je zelo podobna, povezana s tem, ampak itak je pa tako tudi, če ti si pisatelj ali pa, da moramo reči, voditelj, je velika verjetnost, da boš ti delal še eno stvar, da boš učil ljudi, ker recimo tudi igralci, ki igrajo v profesionalnih gledališčih, dostikrat učijo, če so res dosti dobri, kot profesori na AGRFT-ju. Se pravi, vedno je pa še malo te zadeve, da predajaš znanje naprej. Prav, res treba imeti en širok nabor znanja, ja. Kompetenc. Tako da ja, ogromno teh vsebin najdete tudi na našem portalu karierniplac.si, tako da odklikajte, odsurfajte tja, pa se kmalu spet slišimo s kakšnim novim klepetom.